Uradno prihaja minister za obrambo Republike Slovenije, gospod magister Borut Sajovic. Dragi vojaški obvezniki letnika 2007, drage dijakne in dijaki, spoštovani visoki gostje, dobrodošli v Gornji Radgoni na jubilejnem 10. sejmu Sobra, največjem mednarodnem sejmu obrambe, varnosti, zaščite in reševanja pri nas v Sloveniji. Med nami še posebej lepo pozdravljam naše visoke goste, torej ministra za obrambo Republike Slovenije, gospoda magistra Boruta Sajovica. Poseben pozdrav tudi vodji uprave za obrambo Maribor, gospe Katji Ravnjak. Med nami pozdravljam polkovnico Alenko Petek. Z nami je tudi Andrej Svetanič, poveljnik 7. Terpa. Pozdrav poveljniku 75. Terpa Dušanu Lazarju. Med nami pozdravljam tudi polkovnika Boštjana Lesjaka, namestnika poveljnika 72. brigade. Pozdravljam tudi predsednika uprave Pomurskega sejma, gospoda Janeza Rjavca. In med nami imamo danes tudi eno odlično vrhunsko športnico, sicer tudi zaposleno v športni enoti Slovenske vojske, ki se je pred nekaj dnevi iz Tokija vrnila z bronasto medaljo. Z nami je Tina Šutej. No, kasneje je obljubila, da nam bo medaljo tudi pokazala, tako da bomo lahko videli tudi v živo. Sicer pa, kot se za današnjo prireditev spodobi, začenjamo z državno himno in dvigom zastave. Vabim višjega štabnega vodnika Roberta Drevenška, da da povelje. Na seznanitev vojaških obveznikov z vojaško dolžnostjo smo se v Gornjo Radgono na sejem Sobra danes povabili preko 1200 vojaških obveznikov letnika 2007.
Prav tako je uprava za obrambo na današnji dogodek povabila srednješolce in srednješolke, dijake in dijakinje 3. letnikov v okviru vsebinskega sklopa Aktivno državljanstvo in za vse vas smo danes pripravili res odlično, dinamično predstavitev vsega, kar se dogaja v Slovenski vojski. Prav tako pa vam bomo predstavili številne načine in poti, kako boste lahko v prihodnjih letih vključeni v Slovensko vojsko, kako boste Slovensko vojsko lahko tudi sodelovali. Besedo pa uvodoma dajem vodji uprave za obrambo Maribor, gospe Katji Ravnjak. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. Spoštovani minister za obrambo, gospod Borut Sajovic, spoštovani predstavniki Slovenske vojske, spoštovani visoki gostje in najpomembnejši danes tukaj vi, mladi letnika 2007, vojaški obvezniki ter dijaki srednjih šol iz območja uprave za obrambo Maribor. Ko stojim pred vami, ne vidim le mladih, ki ste dopolnili 18 let. Vidim generacijo, ki bo nosila prihodnost. Vidim ljudi, ki bo odločali zase, za svojo skupnost, za svojo domovino. Ob polnoletnosti ste vpisani v evidenco vojaških obveznikov. To določa zakon o vojaški dolžnosti. Morda se zdi, da je to le formalnost, le zapis v evidenci, toda v resnici je nekaj več. Je znak zaupanja, da ste dovolj odrasli, da razumete pomen odgovornosti in da Slovenija računa na vas. Obveznega služenja vojaškega roka v Sloveniji ni več od leta 2003, a vaša prisotnost tukaj ni zato nič manj dragocena. Ker varnost nikoli ni samoumevna. Ni nekaj, kar pride samo od sebe. Varnost ustvarjajo ljudje, ki jim je mar, ki znajo stopiti skupaj, ko je najtežje. To dokazujejo naši vojaki doma in v tujini, pa tudi prostovoljci in pripadniki rezervne sestave, kadar so Slovenije prizadele nesreče. Ko so poplave odnašale mostove, ko so življenja čakala na pomoč, takrat se je pokazala moč solidarnosti in poguma. Takrat se je pokazalo, da domovina ni le država, temveč skupnost ljudi, ki znajo stati skupaj. Vojska ni le samo uniforma in povelje. Vojska je šola življenja. Uči discipline, sodelovanja, tovarištva in pripadnosti. A vse to niso le vojaške vrline, to so življenjske vrednote, ki jih bo vaša generacija še posebej potrebovala v času, ki prihaja. Dragi mladi, v svetu, ki pogosto poudarja individualizem in uspeh, ste vi danes dokaz, da šteje nekaj več. Pripadnost, narodna zavest, zvestoba in skupna odgovornost. Domovina ni zgrajena iz kamna in cest, zgrajena iz odločitev, iz odnosa do drugih, iz tega, koliko ti je mar, predvsem takrat, ko se zdi najtežje. Biti vojak pomeni imeti pogum, stopiti naprej, tudi ko bi bilo lažje ostati zadaj. Pomeni zaščititi druge, tudi če sam nisi v ospredju. Pomeni živeti vrednote, ne zaradi ukaza, ampak zaradi prepričanja. Zato vam danes želim povedati nekaj preprostega, a velikega. Naj vas vodi ponos, da boste znali stati pokončno, tudi ko bo težko. Naj vas vodi pogum, da boste naredili korak naprej, ko se drugi umaknejo. Naj vas vodi zvestoba, sebi, ljudem okoli vas in svoji domovini. Kajti resnična moč človeka ni v tem, koliko doseže zase. Resnična moč je v tem, koliko naredi za skupnost. Dragi letnik 2007, pred vami je življenje polno izzivov in odločitev. Ne bojte se sanjati, ne bojte se odgovornosti, kajti največje bogastvo človeka niso stvari, ampak vrednote, ki jih nosimo v sebi. In zapomnite si, Slovenija je majhna država, a velika v ljudeh, ki znajo stati skupaj. Njena moč ni nikoli v številkah, ampak v vrednotah, ki jih živimo. In če boste vi, generacija 2007, živeli s ponosom, pogumom, odgovornostjo, bo Slovenija v vaših srcih vedno velika.
In naj bo ta trenutek za vas več kot le formalnost. Naj bo začetek poti, na kateri boste dokazali, da ste generacija, na katero bo Slovenija ponosna. Hvala. Spoštovani, k nagovoru zdaj vabim tudi ministra za obrambo Republike Slovenije, gospoda magistra Boruta Sajovica. Izvolite, gospod minister. Prijazno dobro jutro in pa dober dan, Štajerska. Gospa Katja je bila tako resna, da imam jaz precej lažje delo. Lepo je priti v kraje, kjer vejo, da je Maribor šampion in da je bil letnik 2007 in je najboljši. Je tako? Tole smo zastavili kar resno, ne? Da ste zdaj obvezniki, jaz bom rekel drugače. Imate eno veliko pravico in pa čast, da nam lahko pomagate vsem skupaj v sistemu, da če bo treba kaj dobrega postoriti, kadar imamo v domovini težave na takem ali pa drugačnem področju, da bomo stopili skupaj in pa postorili tisto, kar je treba. V teh štajerskih koncih je bila v Mariboru leta 2018 povedana ena čudovita misel. Naša sveta dolžnost je braniti domovino, premoženje in življenja naših dragih, tistih, ki jih imamo radi, to so vaši bratje, sestre, starši, stari starši, sosedje, prijatelji in pa znanci. Živimo na najlepšem končku domovine in jaz mislim, da imamo kaj braniti. In zato kot minister nikdar in nikoli ne razmišljam, da bi moral biti služenje domovini obveza. Ma ne, to je srčna dolžnost, nekaj, kar bomo vsi z veseljem radi storili. Danes imate priliko videti en lep sejem, kako močen je v tej državi sistem zaščite, varnosti in pa reševanja. Moči združujemo iz vojske, iz policije, iz sistema zaščite in pa reševanja in v tem sistemu je 200.000 ljudi. Eno vprašanje, je kdo med vami član prostovoljnih gasilcev? Bravo, kar nekaj rok je, lejte, v gasilskih vrstah nas je več kot 150.000 in vsi znamo, hočemo in zmoremo sodelovati. Kaj je v tej zgodbi najbolj pomembno? Najbolj pomembna je enotnost, samozavest in pa stanje duha. Tamle je medaljašica gospodična Tina, Pogačarja, Dončiča, Kopitarja vsi poznamo. Smo narod, ki zna, hoče in zmore in bo. In zmeraj je to storil, kadar je bilo treba. Je svoje naredil majster, leta 18 smo naredili leta 45 z jasnim sporočilom, da so nam kraji sveti, da jih ne damo in smo to dokazali tudi v osamosvojitveni vojni, kjer so bile hude stvari, ampak so se zato, ker smo se obranili, končale dobre, prav tu, nedaleč stran v Radgoni. Tam so umrli civilisti, tam je bila zažgana in požgana naša hiša, naše današnje poslanke Vere Granfol in teritorialna obramba in takrat že Slovenska vojska je stvari postavila na svoje mesto. Mi v tem sistemu zaščite, varnosti, obrambe in reševanja lahko sodelujemo na različne načine. Lahko se nam pridružite
v sistemu Slovenske vojske imamo najboljše štipendije. Mi nismo samo vojaki, pri nas je združenih 60 poklicev, potrebujemo zdravnike, medicinske sestre, tehniče, računalničarje, upravljavce dronov in najsodobnejše tehnike. V naše vrste lahko stopite, tako da se preizkusite na taborih za prostovoljstvo. Tam je super, obiskal sem jih že kar nekaj, tam je veliko druženja, zabave, spoznavanja, učenja veščin. Lahko imate hiter poklic v 3 mesecih, temeljno usposabljanje za Slovensko vojsko in tudi ta vaš čas bomo nagradili z odškodnino in potem je sistem, ki raste, ki se širi in služi obrambi domovine. Jaz sem vesel, da smo skupaj, preprosto imejte se fajn, ker fajn ste. Kaj bo pa naša najpomembnejša zgodba, ne? Naša najbolj pomembna zgodba je, da delate drugače, kot delamo mi ali pa večina v politiki. Ko pogledate tamle pri vas, levo in desno, tam pri vas ne sedi ne demokrat, ne liberalc, ne vem kaj, tam sedi vaš rojak, prijatelj, Slovenc. In to mora biti naša ta prva opredelitev, da drugega čutimo kot rojaka, kot človeka in potem bomo uspeli. Še ena misel za konec. Pri direktorju sem jo zapisal v knjigo, izvira iz obdobja okrog 2. svetovne vojne, kjer nam je Igo Gruden napisal eno čudovito misel. Naj kdorkoli, kdaj vas vpraša, kdo živi na zemlji tej, vedi, zemlja, ta je naša, tvoji, naši dedje spijo v njej, za njo bori se naprej. Srečno pozdravje, srečno letnik 2007, zakon ste.